1. maj, mednarodni praznik dela, dobiva čedalje večje razsežnosti kot običajno. Praznik, s katerim častimo pravice in prizadevanja delavk in delavcev po vsem svetu, je postal eden najpomembnejših praznikov po drugi svetovni vojni. Kot tak predstavlja simbol mednarodne solidarnosti in spomin na dogodke, ki so se zgodili pred 130 leti v Chicagu. Danes, ko se soočamo s pandemijo novega koronavirusa COVID-19, ta praznik povzema še globlji pomen. Število zaposlenih je v začetku letošnjega leta bilo izredno veliko, rekordno v naši državi. Vendar tudi število brezposelnih je bilo izredno nizko. Toda ta slika se je v marcu zaradi posledic koronavirusa spremenila in je bilo veliko podjetij primorano zmanjšati število zaposlenih. Prav zato so se številni delavci v teh težkih časih izpostavljeni zdravstvenemu kot socialnemu tveganju. Danes delo pogosto poteka v zelo stresnih in nenazadnje tudi fizično težkih delovnih pogojih. Zato v imenu Državnega sveta in Sindikata delavcev trgovine pozivam državo in državljane, da se v teh prazničnih dneh za trenutek ozremo v preteklost, na delavske boje, ki so bili nemalokrat tudi krvavi, na težko izbojevane delavske pravice, ki so v teh letih postale tudi del močne kolektivne zavesti. Solidarnosti in združenih delavskih moči, pa tudi prihodnost na čas, ko bomo morali spremljati težke in odgovorne odločitve pri iskanju ustreznega razmerja med potrebami gospodarstva in ohranjanja konkurenčnosti na eni strani in nenazadnje nikoli ne smemo pozabiti na varnost zaposlenih. Dovolite mi, da na tem mestu izpostavim zlasti delo v trgovinah, ki postaja čedalje težje, danes dodatno obremenjujoče, predvsem zaradi vpliva na zasebno življenje, na prosti čas zaposlenih v trgovini. Prav tako apeliram na širšo slovensko javnost, da podpre zaprtje trgovin ob nedeljah. Vsem delavkam in delavcem ob 1. maju iskrene čestitke in ostanimo zdravi, varujmo svoje zdravje.